Tako, nahajamo se na Malem Reseniku. Tule so lani naredili eno novo gozdno cesto čez nasad Douglazij in dreves. Tole so Douglazije. Les Douglazij je kar odporen na vremenske vplive. Imam eno mizo na vikendu, v bistvu eno desko, fosen, 5 cm debel, pa 60 širok ali pa 50. Leta 2000 sem jo dal na prosto, enkrat sem jo poštrihal, ne. Še zdaj ni sprehnela, edino tam, ko je bila pribita. Več pa izredno dobro kljubuje vremenskim vplivom. Zdaj slabost glede spravila so mogoče tele veje, ki v bistvu ne odpadajo, ne, ko se posušijo zaradi sence in ostanejo na drevesu. Sicer Douglazije, domovina Douglazij je Severna Amerika, pacifiška stran Severne Amerike. Veliko jih raste na otoku Vancouver, tam so jih tudi ogromno posekali. Sicer pa bi naj bile Douglazije v preteklosti najvišja drevesa. Nekje sem zasledil podatek, da je nekoč raslo 140 metrov visoko drevo. Rastejo hitreje od smreke, če ima dobro rastišče. Iglice, če izmed samo dišijo po limoni. Je pa deblo pri starem drevesu izrazito razpokano, plutasto. Tako da včasih kdo misli, da gre za mamutovec, pa ne, ne gre za mamutovec, Sequoia dendrogiganteum. Drugače so pa Douglazije kar pogosto sadili v grajskih vrtovih. Tako najdemo lahko okrog gradu Starnberg precej debelih Douglazij in visokih. Tudi v Bistriškem parku okrog gradu je kar nekaj zelo velikih Douglazij. Tudi v Majšperku rasteta dve. Pri bivši policiji. Drugače v Majšperku še imamo na Jelovicah en gozdiček starejših dreves s pesjakov. Najvišje slovensko drevo pa so lani izmerili v Pečovniku pri Celjski koči, če se ne motim. In je bila to Douglazija. Ne spomnim se točno, kakšne višine. Verjetno je okrog 60 metrov. Ne me držati za besedo. Tako, tele Douglazije so do stare, kaj jaz vem koliko, 40 let. Ne. Najdebelejše so, tam mogoče premera, tam 50 centi. Douglazija Pseudochuga menziesi. In zdaj so tu naredili eno gozdno cesto za spravilo lesa. Kaj še naj povem o Douglazijah? To je to.